Življenje dekleta, ki je v Slovenijo prišlo iz majhnega kraja v Bosni, se je v zadnjem času precej spremenilo. V zadnjih 2 letih se je spremenilo veliko. Prva stvar je ta, da sem zamenjala šolo, se pravi, prej sem bila na gimnaziji Celje Center, zdaj sem pa na ekonomski šoli, v bistvu ekonomska šola, gimnazija in srednja šola. Ja, šolo sem zamenjala zaradi tega, ker mi ni šla angleščina. V bistvu nazadnje, ko smo se midve pogovarjali, sem povedala, da imam težave z angleščino in seveda ta angleščina je zmagala nad mano, mi ni dovolila, da dokončam splošno maturo. Angleščina je bila seveda negativna ocena pri splošni maturi in sem pol bila res žalostna in depresivna in brez ciljev, brez vsega. Seveda, profesori na gimnaziji Celje Center so mi spet pomagali. Iskali smo rešitev in ta rešitev je bila ekonomska šola, v bistvu poklicni tečaj. Ta poklicni tečaj ima tak program, da v enem letu narediš to, kar vsi ostali delajo v 4, kar ostali naredijo v 4 letih. Zdaj sem jo pa tudi dokončala, v bistvu sam še čakam maturo, poklicno maturo. Naredila bom poklicno maturo s 5. predmetom, ker psihologijo že imam z centra. Še vedno si želim napredovati glede angleščine, pa po moje tudi napredujem. Včasih grem laufat, tukaj za Savinjo. Med laufanjem res se sprostim in takrat si zastavljam nove cilje, pa tudi iščem rešitve za kakšne težave, ko jih imam vmes, pa tudi se včasih začnem jokati med laufanjem. Njen pogled na življenje v Sloveniji se kljub težavam, ki jih je morala premagati, ni spremenil. Še vedno mislim, da je tukaj boljše za Dženano, seveda, ampak moram povedati tudi to, da če bi se sistem v moji Bosni spremenil, bi se pa takoj vrnila nazaj. Težko je pustiti to, kar si ti. Res, jaz sem pustila vse dol, kar sem imela, in prijatelje, in šolo, in... Kaj bi svetovala tistim, ki bi se želeli preseliti v Bosno? Mislim, da vsi morajo imeti cilje. Če se le hočejo seliti v Bosno, je treba imeti nekatere cilje, pa željo, pa voljo, da bi prišel tja, ko si želiš. To mi je pomagalo, da vztrajam. Prvi cilj je bil ta, da začnem šolo. Ko sem začela in ko sem videla, da je ogromna razlika v sistemu šolanja, pa tudi angleščina, pa slovenščina, potem sem pa imela kar nove cilje. Naj se naučim slovenščino, naj se naučim angleščino, pa naj naredim splošno maturo. In tako, tisti cilji so se vedno spreminjali, vsak dan so se spreminjali. Tako da, kar se tiče slovenščine, mislim, da mi je res ratalo in da sem uspela. Kar se tiče angleščine, pa seveda se še vedno učim, pa berem, pa se pogovarjam po angleško. Po splošni maturi, v bistvu po tistem obdobju, ko sem res bila depresivna, takrat, ko nisem naredila splošno maturo, sem res bila depresivna in nisem imela cilje. Takrat, ko sem že šla na ekonomsko šolo, pa ko sem se začela učiti, so se ti cilji od nekod spet pojavili. Drugi cilji so pa seveda zdajle poklicna matura, pa fakulteta, da jo dokončam, pa da si kak fajni šiht, fajno službo najdem, pa take stvari. Bi morda še kaj svetovala? Ja, če prideš v drugačno okolje, v kako drugo državo, se moraš res prilagajati. Moraš biti tudi ti prilagodljiva oseba. Moraš spoštovati vse to, kar ti ponujajo. Pa to, da moraš imeti cilje, spet ponavljam, cilji, to moraš imeti, ker samo na osnovi tega lahko prideš tam, kamor si želiš priti.